odstotka glasov, bi se v državni zbor uvrstilo 7 kandidatnih list oziroma strank. Zaenkrat na prvem mestu Slovenska demokratska stranka 29,28 odstotka. Na drugem mestu Gibanje Svoboda 27,89 odstotka. Na tretjem NSI, SLI in Fokus 9,8 odstotka. Na tretjem SD 6,73, na petem mestu Demokrati Anžeta Logarja 6,67 odstotka, na šestem mestu Resnica 5,56 odstotka in na sedmem Levica in Vesna 4,85 odstotka. Kot rečeno, to je po preštetih 45,31 odstotka glasov. Mislim, da se bo zdaj čez kakšno minuto spustili rezultati, tako da bodo vaš čas obnavljali se bodo na 5 minut, tako da posebnih izjav sem in pa za direktorjev zaenkrat bomo dejala. Hvala lepa. Spoštovani, na vrsti je izjava Piratske stranke Slovenije. Izvolite. Najprej iskrena hvala vsem volivcem in volivkam, ki so se te volitve odločili dati glas nam. Mislim, da smo v tej volilni kampanji predstavili neko drugačno vizijo politike, nekaj, kar bi lahko slovenska politika bila. Žal pa očitno še ni nastopil trenutek za to, žal še ni prišel trenutek za spremembe, ki jih zagovarja program Piratske stranke Slovenije. Menimo, da je bila volilna kampanja v zadnjih 2 tednih praktično ugrabljena strani 2 največjih akterjev, ki so zopet izsilili neke vrste taktično glasovanje, torej da dan volitev ni bil dan, ki je praznik demokracije, ampak je bil praznik oziroma test lojalnosti. V vsakem primeru Piratska stranka bo še naprej ostala trn v peti koruptivnim elitam Slovenije. Pripravljamo se na lokalne volitve, te so za nas izjemnega pomena in tudi ta rezultat trenuten, čeprav nam ni uspel preboj v parlament, je, kakor kažejo trenutni rezultati, ki še niso prešteti, je najboljši v zgodovini naše stranke in menimo, da lahko na lokalnih volitvah dosežemo resen preboj in začnemo z delom transformacije slovenske politike. Hvala še enkrat vsem volivcem in volivkam. Pirati vztrajamo še naprej. Spoštovani, na vrsti je izjava prevod stranke Vladimirja Prebiliča. Spoštovane in spoštovani, najprej zahvala moji ekipi, našim kandidatkam in kandidatom, ki so nam pomagali organizirati kampanjo. Mislimo, da smo zagovarjali dostojne stvari in vsebine. Najpomembnejše pa, da smo zagovarjali tiste vsebine, ki jih Slovenija potrebuje. Žal smo bili v tej kampanji soočeni tudi z dejstvom, da je bila vsebina pravzaprav potisnjena malo bolj na rob. Malo smo se pogovarjali o tistih stvareh, ki so za Slovenijo zelo pomembne. Ampak tako se je pa zgodilo. Mi seveda z rezultatom, ki smo ga dosegli, nismo tako zadovoljni, kot bi želeli biti. Seveda nismo skrivali ambicij, da vstopimo v parlament, oziroma Državni zbor Republike Slovenije. Menimo, da bi bili veliko osvežitev, predvsem vsebinsko osvežitev bodoče vlade, ampak ljudje so se odločili tako, kot so se odločili. Vsem tistim, ki so nam namenili glas, se zahvaljujem, hkrati se pa tudi zahvaljujem vsem tistim, ki ste šli volit, ker tako je prav in tako se tudi spodobili. Naše delo bo nadaljevano že na lokalnih volitvah. Torej smo ambiciozni, da se udeležimo lokalnih volitev, povsod tam, kjer bo to mogoče in nadaljujemo s svojim političnim delom. Mislim pa, da smo, ne oziraje se na vse, v slovenski politični prostor, predvsem pa v času kampanje, vnesli neko drugačno razmišljanje, več spoštovanja, več vsebine, več dostojanstva in se mi včasih zdi, da smo bili ravno zaradi vsega upitja, kričanja in medsebojnega obmetavanja mogoče malo manj razumljeni, malo manj slišani. Ampak tako pač je in mi seveda s tem
vremenu mirno lahko živimo naprej in še enkrat zagovarjamo to, kar smo povedali tudi v času same kampanje. To pa je, Slovenija potrebuje več dialoga, več medsebojnega spoštovanja, predvsem pa več vsebine in dobrih rešitev. Upam, da bodo tisti, ki bodo zdaj prevzeli vodenje Republike Slovenije, tega deležni oziroma bodo to implementirali, ker na koncu vseh koncev, vsaj tako mi razumemo, politika in politiki smo tukaj zato, da delamo dobro za tiste, ki jih predstavljamo. In res bi si želeli, da v izzivih, s katerimi se bo Slovenija srečevala, dobimo res tisto, kar je najboljše in pomaga Sloveniji potem v nekem kvalitetnejšem razvoju v bodoče. Toliko z moje strani, če pa seveda še kakšno vprašanje, tako potem pa kar izvolite. Gospod Prebilič, kakšne so vaši konkretni koraki, ali se vračate v Bruselj oziroma Strasbourg ali boste tam kot predsednik stranke vodili stranko tukaj v Sloveniji? Torej, jaz seveda mandat imam v leta 1929, ta bi mi ugasnil v primeru izvolitve v državni zbor, ker se to ni zgodilo, je ta mandat zdaj naprej, oziroma moja dolžnost, da ta mandat tudi dokončam. Mi bomo se v kakšnem tednu, 14 dneh, ko se stvari malo umirijo, pa ko bomo imeli dokončne rezultate, se bomo vsedli dol in pogovorili, na kakšen način in kako bo stvar potekala naprej, kakšna bo moja vloga. Zaenkrat nismo še nobenih odločitev v tem smislu sprejeli, sem še vedno predsednik stranke in jo vodim, kako bo naprej pa seveda potem, ko bomo vse to vedeli in tudi vse premislili. Ja, prosim. Spoštovani, na vrsti je izjava Alternative za Slovenijo. Spoštovani državljani in državljanke, najprej naj se zahvalim prav vsakemu posebej za glas. Mogoče se zdi naš rezultat majhen in nepomemben, ampak daleč od tega. Povedati vam moram, da nam je v slabih 2 mesecih uspelo nekaj, kar ni še nikomu v zgodovini Slovenije. Tale ekipa je naredila z pičlimi 500 evri rezultat, ki ste ga videli. Soočen smo imeli bore malo in kar ni nam najbolj všeč, je to, da smo na referendumu v času evropskih volitev, če se spomnite, imeli vprašanje, ali smo za ureditev položaja konoplje, ali smo za prostovoljno končanje življenja. In na referendumu smo govorili tudi o spremembi volilnega sistema. Pogovarjali smo se samo o prvih 2, kajti tem, ki so močni, ni v interesu, da bi se volilni sistem spremenil, vendar je nujno potrebno, če hočemo našo državo demokratizirati. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna in bi jo želela poudariti, je, da je bila ta kampanja izjemno groba in zelo grda. In državljane je bilo strah. In iz tega strahu so glasovali taktično. In rezultat tega taktičnega glasovanja je ta skoraj izenačen izid med 2 glavnima akterjema. In dokler bo tako, da bomo imeli zastarel volilni sistem in ves čas strah pred eno osebo, proti kateri se moramo združevati, Slovenija še ne bo zrela za alternativo. Zato vas v Alternativi za Slovenijo prisrčno pozdravljamo in upamo, da bo zelo kmalu veliko bolje. Hvala. Hvala lepa. Ukolikor imamo kakšno vprašanje, ukolikor ne, potem pa sledi kratek fototermin, da vas prosim, da ostanete še malo na odru. Samo še nekaj bi dodala. V Alternativi za Slovenijo smo edina stranka, ki od samega začetka zagovarjamo konec vojne v Ukrajini, kajti vemo, da je to vojna kolektivnega Zahoda proti Rusiji na ozemlju Ukrajine do zadnjega Ukrajinca in to niso naše vojne. In bi bil čas, da nehamo pošiljati denar tja. Da se ne bo zgodilo še kaj hujšega, da bodo naši fantje tam pristali.
Druga stvar, ki je zelo pomembna za Alternativo za Slovenijo, je prepoved obveznega cepljenja, kajti ogromno otrok je poškodovanih, da ne omenjamo, kaj se je dogajalo med covidom in to namišljeno histerijo, ki je enim zelo polnila žepe, drugim pa uničevala življenje in zdravje. In tretja stvar, ki jo v Alternativi zagovarjamo, je pravičen cerkveni prispevek. Kajti vsi, ki iz blagajne dobivamo ali dobivajo, naj to blagajno tudi kaj vrnejo. Zato bo Alternativa za Slovenijo še naprej obstajala in zastopala stvari, v katere verjame velik del Slovencev. Toda tokrat ni imel možnosti, da bi to opcijo izbral. Hvala. Spoštovani, na vrsti je izjava Socialnih demokratov. En lep dober večer vsem skupaj. Najprej bi se v imenu Socialnih demokratov rad zahvalil državljankam in državljanom, vsem volivkam in volivcem prvič, da so prišli v takem številu na volišče, da so vendarle dali tej demokratičnem procesu neko težo. Drugič, v imenu Socialnih demokratov bi se rad zahvalil za vse glasove, ki smo jih v teh dneh danes dobili. In pa seveda zahvalil bi se še enkrat vsem kandidatkom in kandidatom Socialnih demokratov, vsem članom, simpatizerjem, ki so ta mesec trdo delali. In tretje, kar bi rad povedal, da bi vsem čestital, vsem strankam, vsem predsednikom strank, predsednicam strank na kampanji. Kljub temu, da je bila v zadnjem tednu, v zadnjih 14 dneh težka kampanja, da je vsebina umanjkala in da smo se ukvarjali z zadevami, s katerimi se v tej državi ne bi smeli ukvarjati. In moram tudi povedati, da glede na rezultate, ki so, da bomo mogli biti zdaj vsi predsedniki strank in vse stranke predvsem odgovorni za to, zaradi državljank in državljanov, zaradi države in da bomo bili predvsem nekateri zelo gledali samo na svojo stranko, ampak bo treba gledati na državo kot celoto. Rezultat teh volitev, gospe in gospodje, razumem kot tudi zaupanje v naš pretekli mandat. Kljub temu, da se je zopet žal še enkrat politični prostor v tej državi polariziral, zložil na dva bloka, vendar zdaj imamo ta problem, da ta dva bloka na nek način ne morata sestaviti vlado in bo sestavljanje vlade v naslednjih tednih, mesecih neizmerno težko. Kar se tiče Socialnih demokratov, bomo seveda v procesu nastajanja nove vlade sodelovali, čakali bomo zdaj na mandatarja in potem probali oblikovati levo-sredinsko vlado, če bo šlo. Drugače pa seveda smo predstavljeni, da bomo tudi v tej sobi sodelovali in delali v prid državljank in državljanov. Še enkrat bi pa se seveda zahvalil vsem, ki so prišli na volišče in dali glasove Socialnih demokratov. Tukaj na kratko, zdaj pa seveda sem pripravljen na vprašanje. Izvolite. Imamo vprašanje, prosim predstavnika novinarjev, če se predstavi z imenom, priimkom in medijem. Lepo pozdravljate, Luka Mlaka, kako komentirate, se pravi, ta tesen izid v bistvu na tokratnih volitvah. Zdaj predsednik SDS je že rekel, da če vlada nekako ne bo mogoče sestaviti, če ne bo dogovora, predlaga nove volitve v roku 3 mesecev. Predsednik vlade Robert Golob pa jutri vabi že vse stranke razen SDS v bistvu na pogovore. Kaj vi vidite v tej situaciji, ki prepoznavate možnosti za sestavo vlade, potencijalne koalicijske partnerje? Glede na to, da smo spremljali rezultate, gledali, kakšne rezultate so v volilnih okrajih, nisem spremljal, kaj so
predsedniki strank že razlagali. Jaz bi vendarle počakal, da dobimo uradne rezultate in da potem predsednica podeli mandat, potem bomo pa videli, kako in na kakšen način se bo naredili. Glede na situacijo, po kateri pa smo, pa je tudi meni jasno, glede na to, da sem dolgo v politiki, da bo neizmerno težko sestaviti vlado, oziroma nemogoče bo sestaviti vlado, bom rekel, ali samo levo-sredinsko, ali pa samo desno-sredinsko. Tako da počakajmo, bomo videli. Stranka Resnica je lahko tudi potencialen koalicijski partner? Ta moment Socialni demokrati nismo v situaciji, da bi mi zbirali. To ne naredi mandatar, ki bo dobil mandat od predsednice države. Še kje? Gregor Drnovšek, TV Slovenija. Ampak predsednica je jasno rekla, podelila bomo mandat tistemu, ki bo prišel s 46 zagotovljenimi glasovi. Kako bi torej vi raje videli, sklepamo torej na tej levo-sredinski strani, pa še z eno stranko, demokrate Željna Logarja ali Resnice? Jaz se samo zavedam, da to, kar sem tudi v kampanji govoril, da je ponedeljek nov dan, država z istimi problemi, še zmeraj se dogaja v svetu vojne. Evropa ima, bom rekel, probleme s konkurenčnostjo, svet drvi v narobe smer, tako da jaz ta moment ne bi pred svojo javnostjo razlagal, kakšno vlado si jaz želim. Državljani in državljanke so nam ta moment podelili mandate in zdaj jaz mislim, da je dobro, da se zapremo v neke sobe, da se pogovorimo in ko bomo našli 46 glasov, ta država, ko bo našla 46 glasov, bo s temi 46 glasovi lahko vladala. Tako da ne bi rad špekuliral. Ta moment bi bil rad realen, predvsem pa tudi Socialni demokrati smo dobili te svoje procente in mi bomo, kar se tiče pri sestavljanju vlade, predvsem, če bo šlo za levo-sredinsko vlado, zelo konstruktivno. Če sem prav razumel, ste pa rekli tudi, da na štabu še, da bodo ostali še kar nekaj plakatov, ali ste s tem nekako vendarle napovedali tudi možnost še kakšnega nenavadnega koraka v naši politični zgodovini? Zdaj, vse me pa se drugo poznamo, včasih v teh težkih trenutkih napetosti, malo šale. Ja, lahko se tudi trdi, da se ne sestavi vlado, vse znamo vsi seštevati, tako da nam je nekaj plakatov ostali. Spoštovani, sledi izjava koalicije Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus. Spoštovane državljanke, spoštovani državljani. Iskrena hvala za vašo udeležbo na današnjih parlamentarnih volitvah. Volitve so praznik demokracije. Posebej iskrena hvala vsem tistim, ki so namenili svoj glas skupni listi Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in stranke Fokus Marka Lotriča. Z našim rezultatom smo izjemno zadovoljni. Uvršča nas na 3. mesto in utrjuje kot pomembno politično silo na slovenskem političnem področju. Iskrena hvala vsem kandidatkam in kandidatom naše skupne liste, ki so dosegli izvrstne rezultate v svojih volilnih okrajih. In iskrena hvala skupnemu volilnemu štabu in vodi volilnega štaba. Ob tem pa hvala gospodu Lotriču, predsedniku stranke Fokus Marka Lotriča, za iskreno sodelovanje. In predsednici Slovenske ljudske stranke Tini Bregar. Najlepša hvala, Tina. Ta trojček je dokazal, da je sodelovanje v politiki možno in da sodelovanje tudi znotraj desne sredine obrodi sadove. Zato je takšen tudi naš rezultat. Plod sodelovanja in dela za skupno dobro. Ob tem pa ne povem,
da skupna lista tudi v državnem zboru ne bo razočarala svojih volilk in volilcev. Ne bo razočarala vseh tistih, ki so bili v zadnjih 4 letih spregledani. Od obrtnikov, podjetnikov, SP-ov, normirancev, zdravnikov, učiteljev, kmetov, vseh tistih, ki vsak dan trdo garate, se trudite za to, da pošteno zaslužite svoje plače. Iz dneva v dan ste bili v zadnjih 4 letih prizadeti tudi zaradi ukrepov v državnem zboru in strani vlade Republike Slovenije. Ta koalicija vas v ničemer ne bo razočarala. Tukaj smo zato, ker prinašamo novo slovensko pomlad, novo upanje za našo Republiko Slovenijo, našo domovino. Tukaj smo. Najlepša hvala. Sedaj pa prosim predsednico Slovenske ljudske stranke, gospo Tino Bregan, da tudi ona poda izjavo. In potem seveda predsednik Fokusa, gospod Lotrič. Tina, izvoli. Dragi ljudje, spoštovane volivke, spoštovani volivci, najlepša hvala za vse srčne trenutke, ki smo jih preživeli skupaj v kampanji. Za vse, ki ste pokazali, da nam je mar. Visoka volilna udeležba kaže, da nam ni vseeno za Slovenijo. Volilci so nagradili sodelovanje. To, da zmoremo ne samo govoriti, ampak dejansko to tudi delamo, to je pomembno sporočilo tudi za naprej. Vsi ti srčni ljudje, ki so hrepeneli po ljudskosti, tudi v parlamentu, so po 12 letih ponovno prinesli zdravo kmečko pamet v parlament. Želim si, da bi bilo tega še več, vendar to je prvi korak k povratku v državni zbor, čakajo nas tudi lokalne volitve in verjamem, da za tako dobrim sodelovanjem lahko za Slovenke in Slovence naredimo veliko. Tako da hvala vsem, ki ste nas podprli in hvala vsem našim kandidatom, podpornikom, vsem, ki smo delali in delali bomo še naprej. Hvala. Državljanke in državljani, Slovenke in Slovenci, najlepša hvala. Hvala za vsak vaš glas, ki ste ga dali naši skupni listi. Fokus Marka Lotriča, NSI-ju in SLS-u. Hvala lepa, da gradimo politiko rezultatov, ne delitev. Politika rezultatov, ki bo dala odgovor gospodarstvu, podjetnikom, obrti, kmetom, zdravnikom, vsem tistim, ki svojim delom vsak dan služite svoj denar. Mladim in starejšim in po celotni Sloveniji, v vseh regijah, zato, ker si iskreno želimo, da postane Slovenija enakomerno razvita. Ob tem bi se res najlepše zahvalil predsedniku Nove Slovenije, gospodu Jerneju Vrtovcu. Doktorici Tini Bregan, predsednici SLS-a. In pa generalni sekretarki Fokus Marka Lotriča, dr. Moniki Kirbiš-Rojs. Zahvalil bi se vsem kandidatkam in kandidatom, ki so naredili na tisoče in tisoče kilometrov in res v pogovorih stisnili na tisoče rok in s tem pokazali, da upanje v Sloveniji obstaja. Tretje mesto je mesto na zmagovalnih stopničkah in to pomeni veliko odgovornost. Veliko odgovornost do ljudi, ki so nas izvolili
in obljubljam, da tega ne bomo izkoristili. Delali bomo za tiste zdrave slovenske, za zdravo Slovenijo, zato, da se uspnemo, da prenehamo z ideološkimi delitvami in da zmaga Slovenija. Hvala lepa. Hvala lepa. Napovedani sta dve novinarski vprašanji. Prosim novinarje, da se predstavite z imenom, priimkom in z medijem. Gregor Drnovšek, TV Slovenija. Gospod Vrtovec, zdi se, da ste v tem štabu najbolj zadovoljni trenutno, seveda pa politična slika, torej zdaj v tem trenutku pa ni ravno tako jasna kot vaša dobra volja. Ali boste jutri šli na kosilo, ki ga sklicuje ali pa vabi na gospod Golob? In pa zanima me, kako se boste v bistvu usklajevali o morebitnih koalicijskih pogajanjih, kdo bo prevzel glavno vlogo ali boste nastopali tudi tam kot trojček, torej trojček voditeljev. Najprej ne se preštejejo vsi glasovi, tudi glasovi iz tujine. Rezultat med poloma je zelo tesen. In prav vsak glas šteje, torej naj se preštejejo vsi glasovi. Glede naših programskih usmeritev, vse to, kar smo govorili v volilni kampanji in tudi pri tem ustrajamo. Imamo skupen program, ki smo ga skupaj izoblikovali. In držimo se načel in vrednot, ki nas povezujejo. Zato težko je sodelovanje s tistimi, ki netijo ideološki boj znotraj zdravstvenega sistema. Ali pa proti kmetom, obrtnikom in podjetnikom. In ta trojček je pokazal tudi eno stvar, ki je zelo pomembna. Dal je upanje desni sredini, da je slovenska pomlad možna. Torej vas jutri ne bo na kosilo? Ne vemo, o kakšnem kosilu govorite. Če gre to preko špagetov, odklanemo. Matej Luzar, STA, vam je ne glede na to morda vseeno kaj žal, da ste v bistvu pred volitvami precej decidirano trdili, da greste samo v desno-sredinsko vlado in si torej niste pustili odprtih vrat tudi pri Golobu? Večkrat sem dejal, da ta trojček svojih volilk in volilcev ne bo razočaral. In dobro vemo, kdo so podporniki Fokusa, SLS-a in Nove Slovenije. In pri tem ostajamo neomajni. Je pa ta kampanja bila dolga, tudi burna. In puščice tistih, ki ne bi vabili na kosila preko špagetov, so tekom kampanje prihajale tudi v nas. In tega se zavedamo. Še enkrat pa najlepša hvala vsem, ki so to skupno listo podprli in dali glas za prihodnost Slovenije. Spoštovani, sledi izjava Slovenske demokratske stranke. Hvala lepa, dobro večer sem skupaj. Zdaj, cel večer ste spremljali nekakšne rezultate. Zdaj, rezultatov vsaj preverjeni še nimam, zato jih ne bom komentiral. Bi se pa rad na tem mestu zahvalil vsem, ki so danes prišli na volišča. Zahvaljujem se tudi tistim zadaj, ki bodo malo utihnili, da se slišimo. Skratka, najlepša hvala vsem, ki so danes prišli na volišča. Še posebej iskrena hvala vsem, ki so glasovali za kandidate in kandidate Slovenske demokratske stranke. Slovenska demokratska stranka je edina stranka, ki je za te volitve pripravila predlog ekipe za državni zbor, za vlado, program. Želeli smo, da je ta kampanja tekmovanja programov in kadrovske ponudbe. Žal se je izkazalo drugače. Zadnji teden smo dočekali zlorabo državnih institucij. Podobno se je v Sloveniji pojavila politična policija. Vse to, kar se je dogajalo, bo potrebno v prihodnosti temeljito preiskati.
Ne obetamo pa si, da ob rezultatih, ki se obetajo, niso pa niti dokončni, niti preverjeni, da bi se to lahko zgodilo v takšnem času, kot ga Slovenija potrebuje. Vse te volitve so bile tudi referendum o korupciji. Rezultat si lahko razglašate, rezultat si lahko razlagate pač kakor hočete. Zagotovo pa v Sloveniji očitno korupcija ni nekaj, kar bi večina volilnega telesa enoglasno obsodila. In dokler se to ne bo zgodilo, bo Slovenija ugrabljena država. In zato, da se iz te ugrabitve rešimo, potrebujemo ustavno večino razuma. Ali obstaja kakšna tanka možnost, da to ustavno večino razuma dobimo že v sklicu parlamenta po teh volitvah? Jaz sicer močno dvomim, ampak zadnje upanje bomo pustili, ko bomo videli, kdo je v ta parlament izvoljen in ali se da okrog tega praviti nek pogovor, brez tega, da bi se takoj začel deliti na naše in vaše. Tako da, spoštovani, trajalo bo še nekaj časa, preden bodo pred nami rezultati volitev. Slovenska demokratska stranka je na današnji dan poskrbela za nadzor na vseh voliščih. Našamo rezultate z teh volišč, se bomo podrobneje preverili, tudi vrsta pritožb, zmanjkalo je ponekod glasovnic, ponekod so se skrinjice odnašale. Imeli smo 24 nezakonitih volišč na predčasnih volitvah. Imamo odločbe bočnih volilnih komisij, v katerih piše, da so bila ta volišča nezakonita, pa kljub temu so bile odločbe zavrnjene, tako da imamo veliko dela pred sabo. Slovenija si v tem trenutku zasluži stabilnost, dvomim, da jo bo dobila po teh rezultatih, ki se tako ali drugače nakazujejo, tudi ko bodo preverjeni in dokončni. Politična stabilnost je tudi predpogoj za gospodarsko stabilnost, tukaj bi potrebovali ustavno večino razuma, za ustavno sidro, za dograditev volilnega sistema. Očitno bo zato treba še malo počakati. Zdaj, da že vnaprej odgovorim na vprašanje, ali je Slovenska demokratska stranka pripravljena iskati rešitve tudi znotraj situacije, ki se nakazuje. Mi smo bili vedno pripravljeni iskati rešitve v korist države. Tudi takrat, ko smo sestavljali vlado, smo jo vedno sestavljali s tistimi, ki so želeli sodelovati. Izključevanje in zavračanje, tako kot doslej, tudi zdaj pač prepuščamo drugim. In upanje za to, da lahko tudi iz te situacije kaj potegnemo, pač še ni umrlo. Videli bomo rezultate, preverili bomo rezultate, narejene bodo analize in potem bomo videli, sem kot že rečeno. To, kar se nakazuje, zaenkrat ne kaže velikega upanja za to, da bo Slovenija v času, ki je nevaren, tako okrog nas, kot smo videli tudi v zadnjem tednu, znotraj nas, znotraj države, da bi dobili neko stabilno vlado, ki bi lahko s tem izzivom šel. Torej, spoštovani volivke in volivci, ker ste danes poskusili, obžalujem, da verjetno ni uspelo, niti referendum o korupciji ni uspel tako, kot bi si spodobna država zaslužila in so Slovenke in Slovenci, in tudi rezultat ne nakazuje stabilnosti. Tako da je pred nami iskanje rešitev, slej ko prej bo do tega prišlo. Slovenska demokratska stranka se je v tej volilni kampanji okrepila za 7-8 tisoč novih članov. Pripravljeni čakamo nove izzive, mi lahko čakamo, dvomim pa, da lahko Slovenija čaka. Če so kako vprašanja? Vprašanje za Bolgarsko. Sem ne v bolgarščini. Mr. Janša, I will ask my question in English, if that's okay for you. My name is Dimitri Rusko from the Bulgarian news agency BGNS. Regardless of today's election results, which of course are very important for your country, my question is, do you consider it acceptable for the European Commission's integrity
that Markos serves as Commissioner for Enlargement, given the allegations and documents about her alleged links to the Yugoslav Secret Service UPA. Is this issue also a concern for you as it is in my country, in Bulgaria? Thank you. Glede, to ni sprejemljivo ne za Slovenijo, ne za Evropo. Zdaj globoka država, ki se je v zadnjih 10 dneh v Sloveniji zelo razkrila, ima svojo podružnico oziroma nadaljevanje tudi v Evropski komisiji, žal. Ti je poslala nekdanjo sodelavko komunistične tajne politične policije, ki je to celo tajila, ko je bila na hearingu pred poslanci Evropskega parlamenta. Dokazi o tem so zdaj prišli na dan in Evropska komisija bo to morala rešiti v skladu z evropskimi vrednotami in standardi. Spoštovani, sledi izjava Gibanja Svoboda. En lep dober večer vsem, drage državljanke, spoštovani državljani, velika hvala. Prva stvar, ki mi pade na pamet, je, da se vam vsem zahvalim za vaše zaupanje zadnje 4 leta, za vašo podporo pri tem, kar smo v tem mandatu naredili skupaj, ker vlada brez vas ne more prodosti sama. Hkrati pa zahvala vsem vam, ki ste se udeležili v tako velikem številu teh volitev, zaupali svoj glas koaliciji, zaupali svoj glas Svobodi in nam omogočili, da smo relativni zmagovalec teh volitev. To se mogoče komu ne zdi kaj posebnega, zato ker nas čaka ogromno dela, ampak ni slučaj, da se v Sloveniji mandati ne ponavljajo prav pogosto. Slovenci smo zelo svobodomiselen narod. Zato pod svobodnim soncem ni samo slučajno ena od naših klasik, ampak želimo ohraniti svojo samostojnost, svojo suverenost, tudi na nivoju individualnega. In ravno zaradi tega smo marsikdaj sicer zadovoljni z življenjem, ampak nikakor pa ne zadovoljni s politiko ali vlado. In tudi sam sem bil in sem še vedno natanko tak. Kljub temu nam je tokrat uspelo na videz nemogoče. Kljub temu, da smo vstopili v kampanjo kot vodilna stranka, smo tudi iz kampanje po današnjem dnevu ostali vodilna stranka. In to je nekaj, za kar sem vam iskreno hvaležen, čeprav to pomeni ogromno dela naslednje 4 leta, predvsem pa naporne naslednje tedne. Naporne tudi zaradi tega, ker smo pripravili, tako kot smo napovedali v kampanji, program AS, program Ambiciozne Slovenije, za katerega uresničevanje želimo združiti vse demokratične sile v državnem zboru. V naslednjih dnevih se bomo, verjamem, da sestali z vsemi izvoljenimi strankami z namenom, da poiščemo skupno koalicijo razvoja za naprej. Ambiciozna Slovenija ne pomeni samo dokončanje že začetega, ne pomeni samo, da krepimo javno zdravstvo in javno šolstvo, da skrbimo za najranljivejše, pomeni predvsem tudi to, da se skupaj zedinimo o tistih nujnih ukrepih za gospodarstvo, s katerim bomo kljub vsem krizam, ki jih prinaša mednarodno okolje, še naprej ostali globalno konkurenčni in predvsem skrbeli za blaginjo naroda. Program AS pomeni tudi program na področju javnega zdravstva. Obsežen program investicij v moderno opremo, najnaprednejše tehnologije in digitalizacijo, vse z enim samim namenom, da se učinkovito spopademo s čakalnimi vrstami. Da bo lahko vsak pacient vedel, kdaj bo lahko prišel do svojega brezplačnega zdravljenja in da bo ta čas čim krajši. In program AS pomeni tudi končno, da bodo lahko mladi začeli
Računati na to, da si bojo lahko ustvarili svoj dom, predvsem z namenom, da si ustvarjajo tudi svojo družino. Želimo omogočiti, da bo dom končno postal pravica za vse, še posebej pa za mlade. Za vse te ukrepe potrebujemo več kot samo šibko večino. In res si želim, in taki bojo tudi naši pogovori, da povabimo k pogovorom o tej razvojni koaliciji prav vse demokratične stranke v parlamentu. Potem bi se želel še zahvaliti celi ekipi Svobode, vsem tistim, ki ste trdo delali na terenu, vsem simpatizerjem, vsem podpornikom in predvsem vsem vam, ki ste res izbrali pot po svobodnim soncem v prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa. Imamo še eno kratko novinarsko vprašanje. Prosim, da se predstavite z imenom, priimkom in medijem. Pozdravljeni, Luka Mlakar. Jaz bi želel vprašati, omenjali ste razvojno koalicijo, v kateri boste povabili, kot ste rekli, vse demokratične stranke. Kaj pa sama koalicijska pogajanja? Kdaj se bojo začela, koga vidite v koaliciji, katere stranke? Zdaj je že jasno, da stranke sedanje koalicije boste potrebovali še kakšno partnerico za drug mandat. Vse to je to. Začeli bomo pogovore z vsemi, nekatere poznamo boljše, ker smo že zdaj bili 4 leta smo skupaj trdo delali v koaliciji, nekateri so novi, verjamem, da bomo v naslednjih dnevih, mogoče tednih, se boljše spoznali, dobili kakšna so pričakovanja in potem na podlagi tega začrtali skupno delo. V tem trenutku ne izključujem prav nikogar in se veselim pogovorov z vsemi in ne delam razlik, zaradi tega, ker verjamem, da so časi taki, ne samo v Sloveniji, predvsem v svetu, da bomo res iskali čim širši konsens za izvedbo teh ukrepov. Hvala lepa. Še eno zadnje vprašanje imamo. Ja, Igor Kršina, reporter. Jaz bi rad vas vprašal, koga boste jutri najprej poklicali? Anžeta Logarja ali Zorana Stevanovića? Hvala. Bom ponovil, ko rečem, da bomo povabili prav vse, bomo povabili prav vse. In ne bomo dajali prednosti nikomur, ker bo šlo vabilo, enako vabilo na vse stranke in z enakim namenom in ciljem. Mogoče se bomo najprej pogovarjali o usklajevanju pogledov, bolj kot o razdelitvi resorjev. Jaz mislim, da si Slovenija zasluži, da se taka koalicija, široka koalicija zgradi tudi na zaupanju med akterji in včasih to potrebne za sabo malo več časa, ampak mi si ga bomo vzeli in v to iskrenost. Spoštovani, sledi izjava Levice in Vesne. Dober večer in lepo pozdravljeni. Sam bi se najprej v imenu Levice in Vesne želel iskreno zahvaliti za podporo, ki ste nam jo izkazali na volitvah, za podporo, ki smo jo čutili povsod po terenu, po celi Sloveniji. Upam si reči, da je za nami najbolj burna kampanja, na nek način tudi najbolj umazana politična kampanja, kar smo jih v Sloveniji videli, ampak podpora Levici in Vesni našim kandidatom je bila povsod izjemna. Nažalost, lahko danes ugotavljamo, da se ta podpora, ki smo jo na terenu čutili, ni v celoti prelila v rezultat. Vse ankete so nam na intervalu kazale, da bomo dobili nekje med 7 in 10 poslancev, dobili smo jih 5. To lahko pripišemo predvsem temu, da se je politično polje po dogodkih v zadnjem tednu, ko so se v slovenski demokratični proces vmešavale izraelske varnostno-obveščevalne službe in tako naprej, polariziralo predvsem med dve največji stranki, to je med Gibanje Svoboda in SDS, kamer so se nažalost po naših ocenah odtekli tudi določeni naši glasovi, ampak kakorkoli. Po 4 mandatih oziroma 3 uspešno zaključenih mandatih ostajamo edina nova politična sila, ki je toliko časa v slovenskem političnem prostoru preživela. S pokončno glavo vstopamo v 4. mandat, združeni Levica in Vesna, stranki, ki sta za solidarno prihodnost in za zeleno prihodnost. Verjamemo, da je to bodočnost, ki si jo številni želite in s svojim delom bomo, tako kot v prejšnjih letih, dokazali, da smo te politike zmožni udejanjati tudi v slovenskem političnem prostoru.
Na to se lahko zanesete, ne glede na velikost poslanske skupine, ki smo jo dobili. Je pa dejstvo in danes je dan, ko smo dobili parlament, iz katerega je jasno razvidno, da bo bodoče sestavljanje koalicije težavno. Po svetu je zavladal kaos in v naslednjih tednih bomo morali napeti vse sile, da ta kaos ne povleče vase tudi Slovenije in naših državljanov. Zato kot Levica in Vesna napovedujemo, da seveda bomo vstopili v pogajanje v naslednji koaliciji. Sestavljanje te koalicije je odvisno predvsem od tega, kako bo se zmožno dogovoriti z ostalimi strankami. To je odvisno zlasti od tega, kako se bo postavljal relativni zmagovalec volitev Gibanje Svoboda. Naša podpora, kot smo med politično kampanjo večkrat povedali, na noben način ni brezpogojna. Mi smo načelna lista, Levica in Vesna. Mi smo lista, ki postavlja na prvo mesto vrednote. To so vrednote solidarnosti in vrednote zelenega preobrata. In glede na to, ali bo bodoča vlada se zmožna oblikovati okrog teh naših temeljnih programskih smernic, se bomo tudi mi odločali, ali vanjo vstopimo ali ne. Kakorkoli, preden odprem razpravo za vprašanje, bi se želel v imenu vseh še enkrat zahvaliti. In kot rečeno, rezultat ni tak, kot smo ga pričakovali, smo pa z njim zadovoljni, ker bolj z malim zadovoljenjem velikega ni vreden in od tu naprej gremo s dvigno glavo. Hvala lepa, v dvorani je interes za vprašanje, tako izvolite. Matej Luzar, STA, bi bili pripravljeni sodelovati v koaliciji z demokrati Anžeta Logarja ali stranko Resnica? Kot rečeno, naše vrednote poznate, naše vrednote smo jasno predstavili v volilni kampanji in o bodočih koalicijah se bomo odločali na podlagi koalicijskih pogajanj in na podlagi tega, ali je ta koalicija, kakršnakoli se bo že oblikovala, zmožna slediti našim temeljnim programskim smernicam. V zadnji vladi smo, upam si reči, kot najmanjši koalicijski partner dali von barvo in okus. Največji projekti te vlade so bili tisti, ki smo jih predlagali in tudi izvajali v stranki Levica, ki je zdaj združena z Vesno, stanovanjska politika, dolgotrajna oskrba, kulturo vračamo v središče družbe, pokojninska reforma. Če bomo zmožni v podobni smeri nadaljevati, bomo seveda razmislili o tem, da se bodoča koalicija oblikuje. Če ta koalicija narekuje radikalen preobrat od teh smernic, od teh vrednotenih, od teh izhodišč, po koaliciji ne bomo sodelovali. Spoštovani, sledi izjava demokratov Anžeta Logarja. Ja, hvala lepa, lep pozdrav. Volitve so potekale v precej naelektrenem vzdušju. Vohunska afera, ki je v bistvu pokazala na zelo varnostno vprašljivo dogajanje pred volitvami, je zagotovo tudi vplivala na volilni rezultat. Volivke in volivci so se v tej bitki odločili za preverjene politične konkurente. Demokrati smo sicer želeli z razpravo o politični širini in o tem, kako moramo v slovenski politiki spremeniti nek nov veter v slovenski politiki. Še vedno smo prepričani, da je to edina prava pot za naprej. Jaz bi se na podlagi tega rezultata zahvalil vsem volivkam in volivcem, ki so dali glas za demokrate in so s tem podprli to idejo o politični širini. Še naprej pravim, da Slovenija potrebuje sodelovanje, da potrebuje vlado, ki bo zagovarjala politično širino in v tem pogledu mislim, da se v naslednjem obdobju ali pa v naslednjih tednih in mesecih pričakuje, da se dva politična konkurenta, ki sta pobrala največ glasov v tej politični razpravi, usedeta skupaj in najdete rešitev, ki je dobra za Slovenijo. Demokrati bomo
v tem pogledu sprejeli vsako uradno vabilo na pogovore, na kavo, na sestanke, z željo, da se preseže ta viseči parlament, ki ga v tem trenutku spremljamo. In pred nami so resni izzivi, tudi zaradi zunanjih dogodkov in energetske krize, ki je pred vrati. In jaz upam, da bodo tisti, ki imajo sedaj ključ do nove koalicije, čim prej našli rešitev za to, da bo Slovenija lahko s polnimi pljuči sprejemala ukrepe za ublažitev teh kriz, zato, da bodo državljanke in državljani se počutili varne in da bojo lahko z nekim optimizmom zrli v prihodnost. Toliko strani demokratov.